Prisegam, da bom sodniško funkcijo opravljala v skladu z ustavo in zakonom ter sodila po svoji vesti in nepristransko. Z veseljem zopet danes prisotni vaši zaprisegi. Bili ste imenovani za sodnike in najprej naj vam čestitam vašemu pobudu, da ste naredili ta korak. Namreč pred vami je ne samo lepo zveneča kariera sodnika, ampak so tudi težki trenutki, pa vendarle tudi lepi trenutki. Če človek dela tako, kot boste zaprisegli, da boste delali v skladu z ustavo in zakoni in po svoji vesti, potem bo ta vaša pot vendarle takšna, da boste lahko kasneje rekli, lepo je bilo. Oziroma, da bo vsak dan bogatil vaše življenje. Ne pričakujte hvale, ne pričakujte zadovoljstva, raje pričakujte kritike. To je usoda vseh poklicev, ki delajo z ljudmi in odločajo o njihovih usodah. In tisto, kar je, seveda, če ne upošteva podpore domačih, ki ste jih in jih boste deležni, ampak tisto, kar vam mora biti v zadovoljstvo in v veselje, je občutek, da ste ravnali po svoji vesti. Če boste kdaj premišljevali svoje nekdanje odločitve, ki ste rekli, in si boste mislili, če bi danes odločil, če bi vedel za to, kar danes vem, pa morda takrat nisem vedel, ki se morda drugače odločil, drugače razhodil. Morda boste imeli kdaj občutek, da ste prezrli kakšno srednjo pomembno zadevo ali celo, da ste nekote povzročili krivico. Svoje izkušnje kot zdravnik vem, da sem včasih ga polomil, ampak občutek, naredil sem vse, kar sem takrat bil sposoben narediti, ravnal sem se po tem, kar sem vedel, odločil sem se po svoji vesti. To je tisto, kar je v nagrado, tisto, kar človeka nikoli ne zapusti in kar pravzaprav dela človeka stabilnega. Torej, danes boste zaprisegli tu v državnem zboru, piše sicer pred predsednikom državnega zbora, ampak to pomeni pred državnim zborom, pred predstavniki ljudstva, slovenskemu narodu boste prisegli, da boste krojili njihovo usodo, tako, kot je zapisano v ustavi, v zakoni in v vaši vesti.